Radio SI Main Stage. Tako 36 minut, Taja je z nami, Radio SI Main Stage. Kakšno mesto recimo si ti izbrala na slovenski glasbeni sceni? Bo šla samo v eno žanrsko smer ali se boš prepustila malce na dihu, malo mešala kakšen žanr, ono tisto? Ja, jaz sem ljubiteljica sicer vseh žanrov in jih rada tudi raziskujem. Moj priljubljen, bi lahko rekla, žanr, znotraj katerega ustvarjam, je pa tak R&B, malo funk, pa tudi rock elementov, no, lahko rečem. Ampak overall to še vedno se lahko da v neki pop okvir. Metala ne bom, no, za metal. No, ampak nimam glasa. Druge. Ti žanri, ki si recimo jih naštela, nekateri kar zahtevajo recimo zasedbo, ne? Danes si prišla zasedbo, Ja. To že imaš neko stalno zasedbo zdaj? Ja, zdaj smo v bistvu skupaj, po mojem, kakih 2 leti, odkar tak redno in dosto ustvarjam. V bendu imam brata, ne, tako da on je v bistvu že od samih začetkov z mano, bobnar, potem še Simon na kitari, pa Timotej na basu. 4 smo zaenkrat. Rabimo še, če se kdo javi, ve, kje me najde. Drugače, ko sama ustvarjaš glasbo, tudi sama sproduciraš kakšen beat ali vse kakšno melodijo za začetek, koliko si do it yourself, recimo oseba, kar se tiče ustvarjanja glasbe? Ja, tudi. V bistvu zelo različno delam. Odvisno od komada do komada. Lahko torej napišem komad, si zamislim aranžma, torej ga sama sproduciram, ampak dosti sodelujem zdaj z drugimi. Mi je olajšano to delo, da tudi delam z ljudmi, ki obvladajo ta posel, tako kot Kevin. In pa v preteklosti sem tudi že z marsikom sodelovala. Zdaj, glasba je globalna stvar, nekako poslušamo marsikaj, ne? Imaš potem neko linijo, nek zgled, nekoga, komu se upiraš, kaj poslušaš, ali se ne malce inspiriraš in potem greš po svojo pot, recimo? Ja, mislim, da malo se inspiriram, ampak sem pa kar, kako bi rekla, zagovarjam to idejo, da greš svojo pot, da ne kopiraš drugih artistov. More biti na koncu koncev tvoja zgodba, se mi zdi, in tvoj stil, pač karkoli. Saj vsi gledaš nekaj, poslušaš in ne moreš, da ne bi v sebi nekje malo ponotranju tega, ampak ja, moraš iti svojo pot. Kako potem recimo kot glasbenik, ki glasbo ustvarja, to je neka celostna reč, ne? Se pravi, s telesom in duhom si prisoten na odru, pri ustvarjanju, ne vem, potrebno je poskrbeti najbrž za kakšno fizično kondicijo, za ohranjanje glasu. Kako je to, ne? To se dobi kakšna knjiga, kako biti glasbenik v Sloveniji ali kaj takega? Ja, fajn bi bilo, ampak žal te bolj izkušnje, ne? Največ naučijo. Drugače jaz glede petja sem čisti samouk. Torej klavir sem študirala, petje pa, kako bi rekla, probam sam pet s feelingom, pa je to. Tako kot si rekel, čutiti, ne? Nekaj s telesom in dušo. In potem ne, tudi dovolj spanja oziroma počitka. Dovolj spanja, ne? Ja, definitivno. Skoraj tako eno mačje spanje je potrebno. Danes si morda se morala vstati malce prej kot sicer. Kaj pa zvečer, koliko je ura ali pa po noči, no, ko je dovolj, ne, ko ugasneš luč? Zdaj umirim se ful prej že, ne, recimo tako se navečerjam, pa grem še kaj pogledat, potem naredim jogo, malo pomeditiram, recimo je ura 11. Pa malo teže še zaspim, ja, res je. Tako da mogoče zaspim kakih polnoči ali pa ob enih. 2 včasih tudi. Če imam navdih, včasih tudi kasneje. No, saj potem se jih do 8 zjutraj vseeno nekaj ur našteje, ne? Se, ja. Povej mi, v globalnem svetu in širokopasovnem internetu je seveda pomembna tudi vizualna plat, Facebook, Instagram, ostala družabna omrežja. Zato skrbiš sama, ali ti kdo pomaga, koliko ti je to v veselje, koliko ti je v breme, recimo? Ja, skrbim sama. Odvisno od urnika, včasih je kar v breme. Sama sem tak tip, da
delujem iz nekega vzgiba, kar pomeni, da mi včasih nekaj lahko je, včasih pa mi ni, ne, tako da. Ampak je potrebno... Socialni mediji spadajo k temu. Ja, nekako je potrebno priti do, glede na to, da se, ne, ko se albumi izdajo, je zelo redko, recimo tudi CD-ji se več ne izdajajo redno pa to. Ti si do zdaj izdajala digital download single ali preko pretočnih vsebin ali kako to? Ja, digitalne. Prek Spotify, Apple, pa na YouTubeu potem objavim. Koliko se jih je že kaj nabralo za kak prihajajoči album, recimo? Definitivno, za album in pol se jih je že nabralo. Nameravam pa res, ker že obljubljam dolgo časa, ampak to jesen. Zdaj imam še en single, da ga kar napovem, ki pride ven konec junija z naslovom Po stranpoteh. Potem pa izdam še en single septembra, tudi je že posnet, pol pa res album. Dobro, več o albumu pa to bova povedala po glasbenem premoru. Jadranka Juras, ko bi le vedel, Jadranka je prava institucija že, recimo. Res je, ja. Pa všeč mi je v bistvu, všeč mi je ta song, pa ona tudi kot oseba in zakaj se zavzemam, je všeč. Radio SI, Main Stage. Tako, Radio si Main Stage, Taja je z nami. Malce si že ogledala na kratko, malce bolj pa si boš zdaj še oder. Gledala boš proti soncu, sončnimi očali si prišla, to je... Sicer bolj tak, ne? Niso sončna. Niso sončna. Tista kulska. Kulska očala. Ampak dobro, recimo igrati zunaj, ne? Saj ne boš prvič igrala zunaj. Ok, naj boš prvič na strehi, ne? Ja, prvič na strehi, ampak večkrat že pod, kako bi rekli, svobodnim soncem. Bila pa mi je to totalna želja. Res, da igram na strehi in ko ste se odločili, da bomo za spremembo od notri zunaj. Kakšna je razlika, bom rekel, zate kot glasbenica? Zdaj, če si v studiu, je zvok drugačen, imaš nek back, ne? Ko si pa zunaj, je zvok bolj razpršen. Kakšen je občutek pri nastopanju, recimo, ne? Ja, zdaj že nekaj časa nastopam z in-earom, tako da je vedno enako zaradi tega. Ampak je pa več zraka in več svetlobe, recimo, ne? To. Mislim, rada imam ta feeling, da je odprto. Čeprav ponavadi so nastopi bolj v poznih urah, ne? Ja. Ko se že kaj zvečeri, ne? Pri takšni svetlobi načeloma nekaj veliko, ne? Ampak vendarle, je pa res, da bo recimo tudi live stream prenos koncerta. Reč live stream je nekako zaživela ravno v času epidemije, ne? Ko smo bili nekako vsi zaklenjeni. Si takrat ti tudi snemala kakšne reči, jih uploadala, kaj šerala? Ne, mislim, nismo imeli dobenega live koncerta, ampak me pa ta korona, ali kako bi se reklo, to obdobje, me je pa bolj vrglo v neko kreativo in ustvarjalnost. Smo zelo napolno začeli takrat delati. Torej, odločitev je padla in si tlakovala pot za naprej. Ja. Dobro, Taja, hvala za enkrat. Pojdi malce preizkusiti oder, malce se poveži s kolegi glasbeniki in čez pol ure ponovno še kaj rečeva z napovednim koncertom. Štima. Radio SI, Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Taja še vedno z nami. Skupaj z zasedbo ste preizkusili zunanji oder, ne? Luč. Iz neba sveti in praviš, da gre, ampak še ne preveč. Ne, glih dovolj je, tako tudi vetrič, da je frišno še. Veliko inštrumentov je na odru, smo videli, ne? Kaj to pomeni, da boš ti stala in igrala ali ponavadi sediš in igraš, recimo? Mešano tudi, včasih sedim, ampak za take večje priložnosti pa seveda se tudi vstanem, ne? Zdaj, takšno klaviaturo prenašati, ja. Kako si se to navadila, ne? Zato imam pa moške v bendu. Dobro, ne? No, Ja, dosti mi pomagajo. Imam pa za sabo par let nošenja, no, tudi klaviatur. Ampak te niso tako težke. Izgledajo bolj robustne kot resnici. Izgledajo bolj robustne, ja. Ampak jih lahko sama te dvignem, tako da. Prej sva se pogovarjala o glasbi kot o globalnem fenomenu. Kaj pa recimo ustvarjanju v angleščini ali kakšnem drugem
jeziku se ti to zdi zanimivo izziv, zaenkrat še nisi razmišljala o tem? Ne, nisem še, razmišljala sem toliko, koliko so mi že mogoče mi je kdo omenil, kaj pa, kako to, da ne napišeš nič v angleščini, ampak se mi zdi, da če sem tu, če živim tu, pa ustvarjam za slovensko poslušalstvo, zakaj bi v angleščini. Mogoče pa kdaj bom napisala vseeno, pa komad v angleščini za tuj trg. No, pa bomo videli, kaj. Izkušnje v petju pa imaš v angleščini, ne? Mislim, to, za dušo, ja, doma seveda, ker je dost, recimo, vzornikov, je vseeno pa angleških pevcev, ne. To se nam včasih sliši, ta naš slovanski prizvok, ne? Pri izgovorjavi se zdi, čeprav nekateri so ga zelo dobro odpravili, ne, ko pojejo. Ja, res je, se zelo razlikuje ta dikcija, no. Angleščina je malenkost bolj mehek jezik. Ali pa odvisno od tematike, ne? Ja. Daj mi povedati, videospoti, tudi te snemaš, smo opazili, tudi tam nič ne prepuščaš na ključju, ne? Nekako se lotiš konceptom ali kako? Nekako že, ko pišem, v bistvu komad dobim eno vizualno podobo, kar takoj že, ker se opada, no, da vidim tisto sliko, kaj bi se lahko dogajalo. Sploh, če je dober komad, pa že takoj vidim, kaj bo. Kako je potem s produkcijo videospotov? Vse nasloniš na prijatelje? So kakšne kompenzacije ali kako? Koliko sama kaj narediš? Ja, kompenzacija je tudi gotovinska pri videoprodukciji. Drugače pa sama napišem scenarij. Sem pa tudi, kar se tega tiče, sodelovala z zelo različnimi ekipami. Skozi je druga lokacija, drug koncept, so pa to kar veliki projekti, no. Moram reči, da je posnet video še skoraj malo večji projekt, kot posnet skladbo. Koliko časa, recimo, si za zadnjega potrebovala? Posneli smo sicer v enem dnevu, ampak dosti organizacije, ne. Recimo, sploh, če hočeš pridobiti tisto lokacijo, se moraš dogovoriti, vse mora biti tudi pisno, ne, in pravno. Če se komu spodrsne, seveda je potrebno vedeti, ali se bojo vsi odpravili pred tvoja vrata, ali pa so zavarovani, pred kakšna druga, res je. Včasih si imela tudi te singer-songwriter nastope, ne, kjer si nekako s klaviaturo pa zraven kaj zapela, je bilo malce bolj umirjeno, ne. Zdaj to enih par tvojih zadnjih singlov je malce bolj plesnih tudi. Kakšna je potem razlika v pristopu na nastopu, ne? Ali se bolj uživiš ali manj, ali kako deluje? Ja, v bistvu je, tako si rekel, razlika je samo v pristopu, nekako tisto bistvo je enako, ampak če sem sama na klavirju, je bolj intimno, mogoče je malenkost bolj čustveno, ali kako bi temu rekli, ne. Ampak z bendom, pa z malo večjo produkcijo, pa dobiš tisto energijo, ki jo pa vseeno ljudje tudi potrebujejo, no. Tako da odvisno od priložnosti, tako bom rekla. Torej si rekla, ljudje potrebujejo, recimo, če te kdo kje ujame in te vidi tam z bendom, da igra, si lahko obeta, da mogoče se malce premakne tudi v okviru kakšnega kvadratnega metra, ne? Ja. Ni nujno, da bo statično sedel in... Ne. Tudi plešemo. In hodimo levo in desno. Zdaj, da si bova privoščila Nipke in kako se bo čutiš, kakšno je ozadje tega izbora? Nipke je tudi cool, fajn mi je produkcija, ki jo delajo, band je vrhunski, sem jih poslušala tudi na main stageu. Tako da. Radio SI, Main Stage. Tako, 59 minut, še slabe pa ure do koncerta na main stageu. Kaj si oziroma ste pripravili danes? Ja, še malo pa smo. Kaj smo pripravili? Komadov bo nekje 7 komadov, malo se bomo sprehodili, tudi žanrsko, pa kar se tiče feelinga, bomo šli malo od balad, pa do bolj funky ritmov, od žalostnih tem, k bolj... kako se temu reče, power tem. Tako da
bo možno slišati nekako, če rečem, repertoarno, recimo, oziroma nek vpogled v to, kar je. Ja, pravzaprav vpogled v bistvu v moje 3-letno ali pa 4-letno, no, skoraj ustvarjanje. Kot solo artist, recimo, Kot solo če artist, rečemo, ne? ja. Potem pa si dejala še 2 singla letos in potem album. Ja, zdaj pripravljam za konec junija tak poletni singlček, res, ko si ga vklopiš, ko greš se peljati na morje, z naslovom Po stranpoteh. Potem pa pripravljam še en singl septembra, nekaj spet malo drugačnega, malo bolj jesenskega in potem takoj album. Ampak vmes so še kakšne obveznosti do kakšne založbe, ali si jo samo založbi, ali kako izdajaš? Recimo, Samo založbi trenutno. Tako da si sama svoj priganjevalec, recimo, ne? Sama svoj priganjevalec. Ja. Ampak imam dosti ogromno podpore in spodbude od bližnjih in ekipe. Dobro, jaz mislim, da smo dobro napovedala današnji koncert. Kot si dejala, uresničila si ti želje, da si na strehi. Ja. Tudi vreme igra svojo vlogo. Danes dežnik ne bo potreben. Ne, vreme je odlično. Tak, kot naročeno. Dobro, Taja, hvala za obisk. Uspešen koncert želimo. Hvala. In seveda posnetki bodo uploadani in jih lahko ponovno prisluhnejo vsi, ki bodo kaj zamudili ali pa še enkrat radi slišali. Hvala lepa. Hvala tebi. Radio SI Main Stage.